All that, končno dočakali še zadnji plesni nastop po polfinalu. Ko je šlo? Zgledali je fajn. Super, občutek je bila super. Publika je dala dobro. Super odplesali. Zakaj so fantovske plesne skupine uspešnejše od ženskih ali pa mešanih? Recimo vsaj na Talentu. Se ne vem, koliko je bilo ženskih plesnih skupin. Je bile vsaj mešane, ne? Aha, mešane. Ne vem, mogoče, mislim... Po mojem glih ni zaradi spola, da bi to vplivalo na kakovost. Če tako kaže, sam mislim, da ni to. Ni to. Navijačica zanima, koliko je samskih in zakaj? Mi 30 smo samski. Ja? In zakaj? Ker ni časa. Ne najmo punce, pa ni časa. Ni časa, da najdemo punce. Z maestrom vas povezuje na nek način Željko Božič, on je v bistvu na nek način vam malo pomagal, maestro je pa celo ime izbral. Je pa med vami kar velika razlika, se mi zdi, da oni delajo bolj tako za show performance, vi imate več zgodbe. Je to to? Mogoče kar povejte še malo. Tega nas je Žele naučil. Ja? Po Želetu smo to prevzeli. Tako da ja, probamo biti zavestni temu. No, ampak verjetno vas tudi na dolgi rok zanima kakšne šove delati. Zakaj pravzaprav ste se sploh najdeli pa prišli na Talenta? Ker vsi ste plesalci, ne? Zaradi tega, ker toliko časa treniramo, vsak večer smo na treningih in pol Tudi čez dan. Tudi čez dan in pol nimaš to nikjer pokazati, tako smo se odločili, da gremo na ta Talent. Vsak pokazati, kaj delamo. Če prijete v finale, je jasno, da greste na zmago, ker ste vsi kle za zmago. Kaj pa, če ne prijete v finale, imate pa tudi verjetno kakšen backup plan, ki bi ga radi izživeli? Vsekakor, nam je cilj plesati, pa s tem se ukvarjati celo življenje, če ne že živeti, če nam uspe. S temi točkami pa definitivno ponosni na njih, ker smo jih naredili in bomo sigurno upam, da jih v to kratkem času in upam, da bo še bolj, da bo še... Ker so le 7 točke narejene za ta šov, niso bili že prej, pač obstajajo. Drugače, s tem, v katero skupino so vas uvrstili, ste zadovoljni? Vsaka skupina je imela neke izrazite favorite, tako da temu se ne moreš izogniti, ne? Je pač skupina, recimo, v kateri so zelo izpostavljeni, v kateri pač bliže prej medijsko nastopajoči, ampak to za nas pač ni bila neka ovira, tako da itak mi prikažemo svoje, zdaj pač je to Sloveniji všeč, super. In pač, ne. Če ne, smo se pa mi zabavali, pa je to. Navijačic je zdaj seveda več, odkar ste na televiziji, ne? Ja, no. Kričijo za nami. Kaj je recimo pri vaših nastopih najtežje? Jaz zdaj moram reči, sem zadnje čase malo bolj pozoren pri plesnih skupinah slow motion. Se mi zdi, da je taka zelo težka zadeva, fizično težka za speljati. Mogoče, ako moraš kontrolirati telo zelo. Pa da se vsi uskladimo, ne? Pač prvo moraš sebe skoordinirati, potem pa še to uskladiti celo skupino. Če si iz različnih plesnih stilov, je res težko. To pa še težje. Vse trudimo, kako se da. Pa tudi, recimo slow motion je tudi zelo glasba, ne, naredil bi se se pravi ti pa pol zgibam pa nazoriš, da moraš tudi najprej pravo glasbo. Se pravi, kako sploh teče postopek priprave enega tazga šova? Kje se začne? Najprej se začne pri ideji. Najprej se usedemo. Zgodba verjetno. Ja, pač pri nas to tako deluje. Od začetka do konca. Želimo delati pomenske stvari. Rečemo, pač radi bi, recimo najprej ideja, pa zgodbo sestavimo, pa še sledi glasba, izbira pesmi, pa še izbira kostumov in vse. Pa kje je lahko, kje zaigramo. In bolj kdo je kdo. Dodelitev karakterja, to je važno pri nas. Nač, fantje, zaenkrat najlepša hvala, navijamo, zdaj ne vemo, če ste v finalu ali niste v finalu. Tako. Čau. Čau.